Tokrat preverimo, na koliko načinov lahko upravljamo avtomobile. In potem se z enim tudi pogovorimo, tako, 1 na 1. In seveda zapeljemo modno, zelo lepo oblikovanega Cadija, pa mestnega terenca 3008 in Ateko, ki je na zunaj prenovljena. Pa 2 Toyoti, družinsko multipraktični. Eno v karavanski izvedbi in drugo v veliki športno-terenski. Z nami pa bo tudi Tesla. Pozdravljeni v avtomobilnosti. Ne samo, da postaja komunikacija med ljudmi vedno bolj zapletena in zahtevna, tudi komunikacijo med človekom in strojem smo v zadnjem času dodobra zakomplicirali. Več orodij in tehnologij, sistemov komuniciranja še ne pomeni nujno tudi to, da se bomo lažje in hitreje in bolje razumeli. No, in nova tehnologija tudi v veliko primerih ne pomeni najboljša rešitev. Danes lahko z avtomobili upravljamo z glasom, lahko mahamo levo, desno, prevrtavamo naprej, nazaj, lahko drsamo z vmesnikom, ki je nekje tukaj, kjer so bile včasih prestavne ročice, lahko kar s prstom drgnemo po LCD zaslonu ali pa se igramo in vrtimo tipke na samem volanu. No, med vsemi naštetimi ima prav posebno mesto govorno upravljanje. Že res, da med govorom misli uidejo drugam, ampak vsaj oči ostanejo še vedno na cesti. Prav zato ima ta pot komuniciranja z avtom še velik potencial. In kar nekaj težav, no, milo rečeno izzivov. Že jezikovna bariera ni enostavna. Na svetu imamo med 6 in 7 tisoč jezikov. Že samo v Evropi, pa ne štejemo narečij, imamo 225, okoli 225 avtohtonih jezikov. Si predstavljaš izziv ukaza Hrima Viderja? Ali pa direkt do beste hiše, de. In kako se je 1 na 1 pogovarjal z avtomobilom, vam bo predstavil naš Miha. Preden začnemo to današnjo zgodbo, najprej izjava o omejitvi odgovornosti. Disclaimer po domače in danes se glasi tako. Vsakršno ukvarjanje z napravami, recimo s klimo, radiem, navigacijsko napravo, seveda tudi s telefonom, pa celo prehranjevanje in tudi burno klepetanje, vse to so moteči faktorji, ki odvračajo pozornost od vožnje in zato ne sodijo na vozniški položaj. Pika. Oziroma klicaj. Ampak bodimo realni in poskusimo najti najmanjše zlo. Pravijo, da je najbolj varen način upravljanja z avtomobilom, z elektronskimi napravami, upravljanje z glasom. In jaz bi se s tem kar strinjal, saj to redno uporabljam. Kol Petruška, pa tudi predvajam glasbo oziroma poslušam podcaste. Playing podcast Global Novas. Včasih tudi kaj povprašam. 89 miles is 143.23 kilometers. Moja najljubša korist pa je to, da si lahko kar med vožnjo, takrat, ko dobim neko idejo, skreiram zapiske v telefon. Okay, I created a note. What size hole in tire can be repaired? In ja, seveda imate prav, tudi glasovno upravljanje je moteče. Ni debate. Ampak vsekakor je pa bolje, če imam jaz lahko telefon pospravljen v predalu in med vožnjo ves čas gledam naprej. First systems here in Audi had only 100-200 sentences that they could recognize. The present system will have 60-something thousands of sentences, plus add-on filling words, variations, synonyms and statistical elements. In the end, it will be millions of theoretical phrases a customer could say to achieve something. Spremenilo se je tudi to, da se danes z avtomobilom ni več treba pogovarjati po robotsko. No, it's speaker independent. The very first voice recognition systems had really recording the voice of this user. You have to teach the system your voice, and then it can recognize you. This is 20 years in the past. No one does this anymore. The present system is voice speaker independent. It's even some sort of slang language, some sort of regional language. People with high voice, low voice, speaking slow, speaking fast and so on. And this is, you don't need any training. Ta trditev je bila zame nekaj novega. Namreč do zdaj sem bil prepričan, da sta Apple in Google lahko boljša od avtomobilistov, predvsem zato, ker so naši telefoni našega glasu navajeni. Ampak ne.
razlogi so povsem druge. Razlogi so v statistiki. Apple and Google are getting every day more voice data than the whole scientific community from 1960 to 2000 in 40 years, because of million people with mobile phones doing million sentences per day speaking. This is their basic knowledge, the core of their business. They will not give it to us. We are using presently the Cerence, formerly known as Nuance, which also has 30-40 years of experience there and has big databases, and they are selling their data to customers like us. Naše pogovore je torej možno kupiti. Ne sicer pri najboljših, ampak a je tekma res odvisna od tega, kdo bo kupil boljšo bazo? The technology in all the other cars, it's basically very much the same. There is no big difference because the market of voice recognition is a small market, especially the market of car-related voice recognition. So the technical background of Mercedes, of BMW, of us, of VW is very close together. It depends who brings the next update of his systems. That will be the one who has the newest systems. But today, recognition is not a problem anymore because of this giga and petabytes of data. The present problem is what to do with this recognition. Present interesting area is the assistant part, how to do it, how to present it, how to help the customer with his daily demands. Torej, kakšne storitve ponuditi vozniku med vožnjo? Kaj mu prodati? To je tukaj vprašanje. In skrajni čas je, da nastopi glas razuma. Tudi glasovnemu upravljanju bo slej ko prej treba omejiti pooblastila. In če ne drugega, prav glas razuma je bil tisti, ki je glasovno upravljanje sploh postavil v ospredje. Since the system itself can grow bigger and bigger and can do more and more with this touch screen, we should not do everything we can do because of safety. In a driving car, some features will be blocked, either by haptics. The importance of the voice recognition will grow because of driver distraction. Mobile phone just wants to pull you on its screen. We want to do the most features we can do just by voice only. Maybe that you have a short glance at the screen, if it's right, and say, okay, number 2 is correct, but it's only less than 1-2 seconds. More we don't like, because with speaking you can still see the street. Imate dovolj angleščine? Ja, tudi mi bi veliko raje govorili slovensko. Pa poglejmo, kaj bi bilo potrebno narediti. No, da imajo avtomobili slovenska navodila, to je tako ali tako že nujno. Ampak, da bi imeli tudi vsi avtomobili slovenske menije, no to bi bilo pa še potrebno uzakoniti. Še vedno pa bomo v zaostanku, če ne bomo imeli tudi sistemov, ki nam bodo omogočili, da bomo lahko z avtomobilom govorili po slovensko. Ampak potem, ko bomo te sisteme dobili, bo pa na nas Slovencih, da bomo poskrbeli, da bodo vsi ti sistemi tudi uporabno delovali. Ampak vse zdaj že veste, vse je odvisno od podatkov, od tem, koliko govorimo mi v štajerskem dialektu, primorskem, dolenjskem, koliko v slengu. Vse je odvisno od tega, koliko bomo mi Slovenci z avtomobili se pogovarjali, govorili. Ampak ne stresne zadeve. Po oglasih zapeljemo dizajnersko močno spremenjenega Cadija, ki je tak postal tudi zato, ker se je prostor prejšnjim enoprostorcem močno skrčil. Pogledamo pa tudi prenovljenega, markantnega Peugeota 3008, ki je bil, še pomnite, gledalci in gledalke, svoje čase tudi slovenski avto leta. In pogledamo, kaj ima novega Ateca. Ateca, mesto v Španiji, kjer je zdaj le verjetno 25 stopinj in sonček, je avto, mislim, ne mesto, digitalizirana in na zunaj prenovljena. In z nami sta dve prav posebni družinski Toyoti, ProAce Verso in legendarni Highlander. Pride pa tudi Tesla. Kaj je po našem mnenju glavna prednost tega Cadija? V tem, da je ta drsna vrata izredno enostavno odpreti, da so zelo, zelo lahkotna.
Ampak vseeno, mi smo veliki zagovorniki, da so drsna vrata električna in tudi pri tem Cadiju, čeprav so ta vrata lahkotna, priporočamo, da doplačate električni pomik. Zakaj? Zato, ker to pomeni, da bojo imeli tukaj noter tudi zaščito, senzore, ki bojo zaznali, ali je roka vmes in se bojo ustavila in odprla nazaj. Varnost pri teh drsnih vratih je seveda bistvenega pomena, ker je Caddy avto po okusu otrok. Zadaj recimo udobno sedijo 3 otroci v otroških sedežih ali pa 3 najstniki in med živahnim klepetanjem verjetno ti ne bodo niti zaznali, da je pri avtocestni vožnji v kabini kar glasno. Glede tega smo potihem pričakovali, da se bo Caddy bolj približal osebnim avtomobilom. Seveda, Caddy je gospodarsko vozilo in tu se prostor meri v drugačnih merskih enotah. No in tu so zanimivi podatki. Če vzamete daljšega Caddyja, ki ima 22 cm daljšo medosno razdaljo in pa je v celem daljši za 35 cm, no tisti Caddy Maxi ima prtljažnega tovornega prostora za kar 3,6 kubika. To v praksi pomeni, da lahko v daljšega Caddyja Maxi pospravite v tovorni prostor za kar 2 standardni Europaleti. Ta podatek nam seveda pomeni tudi to, da ima Caddy nadpovprečno širok tovorni prostor. Europaleta je namreč široka 1200 mm, se pravi 1,20 cm in toliko je širok tudi Caddyjev prtljažni prostor. No in seveda praktični prikaz. To pomeni, da eno kitaro, kitarski kovček lahko zlahka takole pospravite počez. Tudi marsikatera bas kitara bo zlahka šla v ta prtljažnik. Če ne tako, pa vsaj po konci. Pa še en prikaz. No, do prednjih sedežev je na razpolago kar 190 cm. In seveda to v praksi pomeni, da bi lahko v Caddyja pospravili več gorskih koles, ne da bi bilo treba odmontirati kakršnakoli kolo. A ja pa še to. Če izberete podaljšanega Caddyja Maxi, lahko izberete verzijo s 7 sedeži. No, tukaj spredaj boste našli zelo veliko golfovih elementov. Caddy je pravzaprav kockasti golf, narejen je na povsem enaki MQB platformi. Ampak tukaj spredaj na splošno ta digitalizacija te armaturne plošče vsekakor kaže, da ima v Hannoveru, kjer domujejo Volkswagen gospodarska vozila, kar precej avtonomije. Če bi bilo vse tako, kot so si zamislili v Volkswagenovem mestu v 100 km oddaljenem Wolfsburgu, potem tale ploščica ne bi bila brez funkcije, ampak bi po njej drsali, tako kot v golfu. Zato ima vrtljivi gumb in klasična trdna stikala na volanu in kljub temu, da digitalni golf v praksi sploh ni tako zelo napačen, smo še vedno raje za klasiko. No, močno pa nas je zmotilo, da testni Caddy ni ponudil CarPlaya oziroma Android avta. Smo si pa zato lahko pri navigiranju pomagali s starimi dobrimi zemljevidi, ki imajo v Caddyju celo posebno mesto. Caddy je klasik tudi z dizelskim pogonom. Predlagamo pa, da vzamete samodejni menjalnik in z njim izkoristite asistenčne sisteme, ki so, takole čez palec, boljši kot pri konkurenci. V zadnjih letih sem govoril z veliko razvijalci vmesnikov v avtomobilski industriji in se udeležil kar nekaj konferenc, ki so bile posvečene prav temu, kako povečati voznikovo multioperativnost med vožnjo, kar pa je v resnici že v osnovi zgrešeno razmišljanje. Vožnja za človeka že v osnovi predstavlja sila kompleksno početje. Ko tej dodamo še upravljanje z socialnimi mediji, tekstanje, telefoniranje, gledanje na Instagram, YouTube, se vprašamo, kdo v resnici vozi. Zakaj so te naprave sploh v avtomobilih? Zato, ker v njih preživimo veliko časa in kjerkoli danes preživimo veliko časa, postanemo zanimivi za industrijo zabave, informacij in prodaje. Kaj smo med vožnjo počeli takrat, ko v avtu še ni bilo velikih zaslonov in interneta? Vozili smo. In Luka bo zdaj vozil Peugeot 3008. Avto z enim najbolj inovativnih kokpitov trenutno na trgu.
Če je nekaj dokazano dobro, tega ne spreminjaj preveč. Tega načela so se ob prenovi modela 3008 držali pri Peugeotu. Spomnimo, 3008 je v svoji prvi generaciji bil nekoliko večji, bolj družinski križanec, no na to pa je v svoji drugi generaciji nastopil s precej bolj drzno obliko. Druga generacija modela 3008 ni prepričala le z obliko, ampak tudi s tehniko. Nenazadnje, leta 2017 smo jo skupaj z vami izbrali za slovenski avto leta. No, ampak za začetek je tu vseeno nekaj oblikovnih novosti in te so opazne predvsem na maski spredaj. Prednji žarometi zdaj serijsko svetijo v polni LED tehnologiji, no ni pa še matričnih. Potniška kabina je še vedno ena najprijetnejših v tem segmentu. Domiselno oblikovanje in pa premišljena izbira materialov naredijo izkušnjo zelo premijsko. Hvalimo predvsem tele dodatke iz blaga, ki jih najdemo preko celotne širine potniške kabine. In všeč nam je tudi, da je Peugeot ohranil te številne zelo elegantne tipke na sredinski konzoli in ni vse prenesel na dotikanje, pa čeprav je zdaj po prenovi osrednji zaslon nekoliko večjih dimenzij. No, ampak kljub povečanju je osrednji zaslon ohranil popolnoma enake funkcije kot pred prenovo. Še bolj pomembna novost so novi pametni varnostni sistemi. Izpostavljamo predvsem dva. Sistem za ohranjanje položaja vozila na voznem pasu je zdaj sposoben držati položaj vozila točno tam, kamor ga je postavil voznik. Lahko nas drži ob robu, ob črti ali pa na sredini voznega pasu. Sistem je uporaben predvsem takrat, ko je avtocesta zelo ravna in zelo široka, no, ampak to za slovenske avtoceste ne velja prav pogosto. Tako je najbolje, da avtomobilu zaukažemo vožnjo čisto po sredini voznega pasu. Če bomo želeli, da vozi ob robu ali ob črti, bo v zavoju avto takoj začel siliti preveč proti zunanji strani zavoja. Druga zanimiva novost pa je tehnologija nočnega vida, ki skrbi predvsem za večjo varnost ponoči. Ta s pomočjo infrardeče kamere pešce ali pa živali v nočnem času zaznava 200 metrov dlje, kot pa svetijo žarometi. Model 3008 s prenovo prinaša tudi hibridno tehnologijo. Gre za dve različici priključnega hibrida, no ampak ne v primeru našega testnega vozila. Tega poganja 1,5 litrski turbodizelski štirivaljnik, ki svojih 96 kW moči na prednji kolesni par prenaša prek 8-stopenjskega samodejnega menjalnika. Sicer pa so vozne lastnosti tega avtomobila bistveno bolj dinamične od samega karakterja turbodizelskega motorja. Že podvozje je zelo lepo odzivno, krmiljenje je natančno, nekako gre za zelo lepo mešanico lahkotnosti in športnega karakterja. Peugeot se še vedno drži svojega značilnega kokpita, ampak v modelu 3008 je volanski obroč postavljen dovolj visoko, da imam sam odličen vozniški položaj, poleg tega pa tudi dobro vidim na merilnike nad volanskim obročem. Komu bo torej 3008 najbolj ustrezal? Tudi po prenovi ostaja zelo vsestranski avto. Zelo močan je recimo na področjih vozne dinamike, pametne tehnike in, vsaj takšno je naše mnenje, tudi pri videzu. No, ampak nekoliko manj pa je 3008 družinski. Zato imajo pri Peugeotu pripravljeno tudi alternativo 5008. Če se francosko-japonska kombinacija zdi komu vseeno čudna, vas lahko takoj potolažim, da ni. Ne za Toyoto, ne za francosko navezo PSA. S potezo pri Toyoti ne odkrivajo tople vode. Le svojim strankam, ki si želijo avtomobila s Toyotino značko na nosu, ponujajo tisto, česar doslej pač niso imeli. Pri tem so seveda zastavili v največji meri svoje ime, znanja pa precej manj. Tudi oblikovna podoba je manj izrazita, saj bo vdaleč le malo kdo vedel, da gre za Toyoto. Pač so dejanja podvržena cilju in tako je tudi z notranjostjo. Že res, da voznika na volanskem obroču pričaka Toyotina značka. A spet je to bolj ali manj vse, kar je zares njihovega. Popolna preureditev notranjosti se seveda ne izplača. In tako se mora voznik pač privaditi francoski notranjosti. Ki pa za razred, v katerem se Pro S City Verso vozi, sploh ni slaba. Merilniki so sicer klasični, a pregledni.
Gumbi na volanskem obroču so veliki in ubogljivi, posledično je rokovanje z njimi enostavno tudi med vožnjo. Na 8-palčnem osrednjem zaslonu, ki je v avtu na račun opreme Family, je zgolj en gumb za upravljanje glasnosti. Vse ostalo se upravlja na dotik. Vsakdo ve, da je Toyota znamka, ki se je že nedolgo nazaj zavezala, da bo zelena. To seveda pomeni ponudbo hibridnih pogonov, ki pa v tem primeru ni na voljo. Za pogon je tako skrbel francoski dizel, ki pa nikakor ne razočara. Ne prinaša pa tudi nikakršnih presežkov. Je pa res, da takšen avto ni namenjen dinamični vožnji, ampak prevozu družine ali delovne opreme. In v tem je Pro S City Verso dober. Celo toliko, da so te francoske pluse prepoznali tudi Toyotini Japonci. Seat je od prve predstavitve Ateke že predstavil povsem novo generacijo vozil. No in Ateka tako ostaja Seat prejšnje generacije, ker gre seveda tokrat le za prenovo. No, ampak kljub temu ta avto prinaša nekaj pomembnih novosti. Se pa po novi generaciji Seatov zdaj zgleduje zunanjost. To vidimo predvsem spredaj na maski, ki je zdaj podobna tisti, ki jo najdemo tudi na Taraku ali pa novem Leonu. Halogenski žarometi so se popolnoma poslovili, pri LED žarometih pa ostaja ta podpis, v katerem lahko z nekaj domišljije prepoznamo recimo električno kitaro. V notranjosti mešanica starega in novega. Stari so recimo ostali klasični gumbi za upravljanje s klimatsko napravo, novi pa so zdaj osrednji zasloni, digitalni merilniki pred voznikom in pa volanski obroč. No, je pa prenovljena Ateka v korak z novo generacijo Seatov prišla predvsem na področju asistenčnih sistemov. Pozdravljamo predvsem pametni prediktivni tempomat, ki smo ga pohvalili že ob testu novega Leona. Iz motorne ponudbe se je poslovil 1,6-litrski turbodizel, ki ga je nadomestila šibkejša 2-litrska različica. No, za ljubitelje športnih različic pa še naprej ostaja Ateka Cupra. Po eni za velike družine zelo popularni kombi družinski Toyoti pa vam predstavljamo še drugo, ki ima tudi 7 sedežev in je v nekaj generacijah osvojila že Japonsko, Rusijo, Avstralijo, Ameriko in prihaja v Evropo. Highlanderja so v Evropo spustili zdaj, ko je dobil hibridni pogon. Ni pa to edini razlog, zakaj je prav zdaj najboljši čas za Highlanderja v Evropi. Toyota Highlander, veliki terenec, se je prepeljal tudi v Evropo. In slišali smo že, da je avtomobil zanimiv za evropski trg, ampak je zanimiv tudi za Slovenijo. Mi smatramo, da je trend enoprostorcev upada. In za te ljudi, ki rabijo več prostora, pa kljub temu želijo živeti dinamično, ni avtomobilov, ki bi nadomestili to vrzel, ki je nastala z delnim izumrtjem ponudbe v MPV segmentu. Poleg tega pa smatramo, da je ravno zdaj čas, da se v hibridni različici pripelje avto v tem večjem, lahko to rečemo težko kategornem SUV segmentu. Highlander seveda ne želi biti tako zelo zmogljiv kot naprimer Lada Niva. Njegov štirikolesni pogon je podoben kot v Toyoti RAV4, ampak Highlander je zmogljivejši. Njegov bencinski motor proizvede več. In zakaj je to pomembno? Zato, da lahko vleče 2 toni. Več kot polovica kupcev takšnih avtomobilov namreč nekaj vleče. Počitniško prikolico, gliser ali pa druge športne rekvizite. Ko je bil Tesla prvič z nami, smo preizkušali njegov velik zaslon in vozniško-uporabniško izkušnjo z njim. Tokrat ga predstavimo v njegovi podaljšani verziji. Podaljšani v smislu podaljšanega dosega. In tu imamo že prvo anekdoto. Kolega je šel s Teslo iz Münchna do Ljubljane in na celotni poti se niso niti enkrat ustavili, da bi napolnili baterijo. Samo voznik avtovleke je šel enkrat na WC. Pa poglejmo, če to drži. Poglejmo, kakšen je domet Tesle v resnici. Teslo lahko še vedno kupite prek interneta, ampak po novem vam bodo pri odločitvi pomagali Slovenci in tudi servisirali jo boste lahko v Sloveniji.
No, model 3 smo skupaj z vami že testirali. Takrat je šlo za model Performance in ta avtomobil je tistemu modelu v pogonskem sklopu enak. Tudi ta avtomobil ima 2 motorja, ampak ta avtomobil je za sekundo počasnejši. Zakaj? Zaradi drugačne programske opreme in pa zaradi manjših koles. Je pa ta avto polno opremljen s celotnim naborom asistenčnih sistemov, tudi s tistim zelo glasnim in z imenom spornim avtopilotom. Preizkusili smo tega na slovenskih cestah, na slovenskih ovinkih, s slovenskimi infrastrukturnimi težavami. Smo pa vse te posneli s kamerami, ki so na tem avtomobilu, tiste 3 gor in pa ob stranih in pa zadaj. In te posnetke vam ponujamo na naših spletnih kanalih. Vabimo k ogledu. Pri vseh možnostih, ki jih imamo pri komunikaciji z avtomobilom, bodi si glasovno, prek tipk ali prek zaslona, pa moramo biti na koncu fair in potegniti črto. In če smo fair, pošteni in odkriti, potem ugotovimo, da od vseh možnosti, ki nam jih avto in tehnologija danes ponujata, da se povežemo z njim, mi, in tako kažejo vse raziskave, z njim ne povežemo niti pametnega telefona, ampak ga še vedno uporabljamo po starem z roko na ušesu. Namesto da bi bili obe roki na volanu. In seveda povežite se tudi z nami, ne med vožnjo, na naše profile na Facebooku in Instagramu, poglejte na rtvslo.si / avtomobilnost in nas sledite tudi na spletu. Se vidimo. Srečno.